Pravilna tristrana prizma ima za osnovno ploskev enakostranični trikotnik, za plašč pa 3 skladne pravokotnike. Dajmo si kar takoj narisati skico. Spet obstaja več možnosti, kako pristopamo k načrtovanju skice. Si bom zdaj izbrala to, ki bo v tem primeru nam kar zadostovala, no. Tako, torej imamo osnovne robove in spet višino prizme. Tudi tukaj si lahko malo osenčimo osnovni ploskvi. In ponovno narišemo tudi mrežo. Tudi danes vam priporočam, da si izdelate mrežo tudi pravilne 3 strane prizme. Za izdelavo potrebujete seveda tudi šestilo v tem primeru. Saj je načrtovanje enakostraničnega trikotnika lažje s šestilom, ne, se pravi, od tukaj bi odmerili to razdaljo na obe strani, da bi dobili to oglišče trikotnika, ne. Za skico bo pač zadostovalo to. Torej vse to so osnovni robovi. In višine. Torej spet 2 enaki skladni osnovni ploskvi enakostranična trikotnika in 3 skladni pravokotniki, ki sestavljajo plašč. Za osnovno ploskev imamo torej enakostranični trikotnik, za katerega vemo, da ima ploščino a na kvadrat koren iz 3/4. To je že stara snov, tako da to si lahko pogledate za nazaj, zakaj je ploščina enakostraničnega trikotnika taka. Medtem ko plašč lahko razberemo iz slike, ne, so pa 3 pravokotniki, ki imajo ploščino a krat v. In po obrazcu za površino imamo 2 osnovni ploskvi. Kar še na dolgo ponavljam, ne, ene in iste stvari, ampak verjamem, da tako si boste zapomnili, ne. Torej 2 krat a na kvadrat koren iz 3/4 plus 3 krat av. To si lahko kasneje tudi pokrajšate, ampak zaradi razumevanja je lažje, če si zapomnite to obliko, ne. In za volumen spet osnovna ploskev krat višina, ker je osnovna ploskev a kvadrat koren iz 3/4, pomnožimo to še z višino.